kakšna okna gor. Nore dimenzije so tele v Bolgariji. Neprecenljivo plavanje pod naravnim mostom. Kakšni lepi slapovi. Daleč največji spomenik komunizmu v Evropi. Ogromna zadeva. Čudovita stvaritev narave. Bela kamnina, zgoraj pa modro nebo. Lepo pozdravljeni v raju na zemlji. Čaka nas tretji dan potovanja oziroma raziskovanja Balkana in pa drugi dan Bolgarije. Zdaj greva pa proti jami Prohodni. Tako, jama Prohodna, ker že ime pove, da je to prehodna jama, se gre z ene strani na drugo stran. Že na vhodu v jamo Prohodna. Kako odmeva. Kakšen je pa ta vhod, spet ogromen. Takole izgleda izhod iz jame Prohodna. Zdaj greva pa kar skozi njo, pa na drugo stran ven, pa še nazaj. Pa res ogromen. Vmes so pa taka okna v steni jame. Kakšne dimenzije so to. Jaz sem tukaj drugač bil že leta 2016. Sem bil tudi takrat čisto navdušen. Kakšna okna gor na stropu. To je visok 50 metrov vsaj nad nama. Je res gromozansk vhod, gromozansk. Evo, pokažem pogled nazaj. Noro je res. Nore dimenzije so tele v Bolgariji, teh jam. Evo. Tiči. Ko lepo sonce sije skozi tole okno v jamo. Ogromen kapnik v bistvu. Pa z tega dela jame prihajava za Uvink, pa se že neki svet, evo. In pa že ven na drugo stran kapnik. Na sred v bistvu te jame. Evo v zadju ti dva okna. Oro. Evo nazaj pa takole. Dva kapnika, evo, sred pa maja, super. Koliko ptičev. To so lastovke, ja? Jamske lastovke. Zdaj pa ven. Gromozanski vhod, pa še z te strani. Noro velika jama. Evo, ko se lepo tam vidi, sonce sije skozi okno. Uspemo ne priplezati na vrh te skale v sred jame. Evo, zdaj sem pa kakšnih 20 metrov nad jamo. Evo, takole izgleda. Top. Noro.
Nahajava se na drugi lokaciji tretjega dne pohajkovanja po Balkanu. Zdaj smo pa prišla spet do enega naravnega mostu, ki gre čez reko Vid. Pa pojmo to pogledati. Takoj vhod v eno jamo spet. Interesantno. Skale. Že prihajava do reke. Spet čudovit skalni most skozi reko Vid. Lepo, lepo, lepo. Tamle se vidi oddaleč tale kamniti most nad reko Vid. Evo, samo 100 metrov naprej smo prišla do slončka. Lepo zgleda. Kamnite zanimivosti so tle v Bolgariji. Maja že uživa v bolgarski reki Vid. Kopljeva se prav pri temu naravnem mostu. Zdaj bom jaz zaplaval kele, pa vam bom pokazal naraven most. Pejmo. 23 stopinj, voda, super. Noro lepo. Kakšen mir, sama sva tukaj. Neprecenljivo. Plavanje pod naravnim mostom. Wow. Čudovito. Luknje tudi pod naravnim mostom. Je noro, noro uživava. Res, evo, na drugo stran takole. Evo, plavanje pod luknjem. Danes nama jam kar nas manjka. Zdaj smo že pri naslednji. Čudoviti. Evo ja, to je pa jama Devetaki, devetaška jama. Evo spet kakšen ogromen vhod. Res, tele jame v Bolgariji so res tako ogromne, vsakimi ogromni vhodi. Fajn hladno. Prav paše, zunaj je 33. Evo, tukaj pa zdaj. Jaz bi rekel na 20 stopinj, pa še manj po mojem. Evo to, kar zelo podobna jama, kot tista prej. Ampak mislim, da ima še več oken. V bistvu še, lahko rečemo, da je še večja, še večji vhod. Nad nama prvo okno. Pa tam je oken še ogromen. Evo, tukaj je že drugo okno. Takole pa zgleda zdaj tale jama Devetaki. Res smo ogromen oken. Evo, tukaj je eno, drugo, tretje, četrto in pa še vhodno. Ja, 5. Vas Devetaki, tako da je verjetno se imenuje po vasi, ki je najbližje vas. Ta jama pa ni prehodna, ampak tukaj pač naprej ne dovolijo, zaradi netopirjev. Tako da greva pa zdaj tam na gor na vrh, še pogledati. So pa res nore, nore dimenzije. Evo, to je v bistvu vhodni del. Tam je v bistvu glavno nadaljevanje jame. Tukaj pa tudi še en v bistvu stranski rov, verjeten. Zdaj smo pa končno prišla tudi do vodnih doživetij v Bolgariji. Prišla sva do slapov Krušuna. Vode seveda, glede na sušo, bolj malo, ampak voda pa zelo lepa, čista. Zdaj smo pa čist pod slapovi Krušuna. Kakšni lepi slapovi. Zdaj smo pa prišla nad slapove in sicer lo izvirne jame
teh slapov krušuna, ki se imenuje Marata, jama Marata. Evo, zgleda pa takole. No, zanimiv tak spodmol. Tale voda je pa pitna. Tole je izvir. Zdaj gremo pa tamle naprej. Gremo skozi. Evo, jama. Tole zgleda pod slapom. Zanimiv, kako le da pod slap. Evo. Hajava se na naslednji destinaciji. Spet imava na vrst jamo, ampak ta je pa mehen drugačna jama. Ta je pa v bistvu navpična, se pravi je brezno. In skozi ta brezno potekajo ene take stopnice. Takele stopnice vodijo dol. Evo. Kakšna strmina. To so seveda vse čisto prosto dostopne jame. Tu v praznino, gremo v praznino. Drugač, ta brezno ne bi bil dostopen, če ne bi bilo teh stopnic. Jama Grvanica z te strani. Evo, Maja gre že gor po teh res zanimivih stopnicah, ki vodijo ven iz tele jame oziroma brezna Grvanica. Evo. Super. Evo, ko se lepo vidi tudi prtina. Dajmo. Kakšne stopnice so tudi malo ličene, ampak se da. Evo pa ven. Četrti dan balkanske avanture in tretji dan Bolgarije se nahajava na prelazu Šipka. V bistvu sva zdaj prav čisto točno v centru Balkana, ker prelaz Šipka je to je v bistvu gorovje Balkan. Na prelazu med se pravi mestom Gabrovo in Staro Zagoro na približno 1200 metrov. Ugledati si greva dva spomenika, ki sta na vrhu hriba, v bistvu na vrhu tega prelaza Šipka. Najprej greva do Šipka Pik, to je v bistvu vrh prelaza Šipka. Potem greva pa do Buzludze, to je pa sploh, to je videl, to je pa noro zanimiv spomenik. Evo ga, Gada. Evo ga, pravi gad, ko je lep. Lepotec, velik. Sva tik pod vrhom Šipke. Gledajte, kakšen ogromen spomenik je tole. Spomenik Šipka, evo ja. Zdaj greva pa še na tale razglednik. Tale mora biti pa super razgled dol proti Stari Zagori. Zdaj pa prihajava na razgledno točko. Ogromna bolgarska ravnina. Tamle tist pa mislim, da je najvišji vrh gorovje Balkan. Mislim, da je nekaj okoli 2400 metrov. Evo, tale stolp Šipka. In pa stali razgledi. Se pravi, to je zdaj razgled proti severu. Tamle naslednji spomenik je proti vzhodu. Pa na jug. In pa
Gorovje Balkan na zahod. No, tale šipka monument je simbol upora Bolgarov in je srednjeveška utrdba na čast zmagi med rusko-turško vojno, ki je potekala med letoma 877 in 878. Od takrat so v bistvu Bolgari pravoslavci oziroma bolj pod ruskim vplivom. V glavnem premagali so Turke. Tako, super. Evo, še malo zgodovine, bolgarske zgodovine. To je to, me zanima. No, zdaj se pa nahajava pri komunističnem spomeniku Buzludza. Kot vidite, niso samo jame ogromnih dimenzij. V Bolgariji so tudi spomeniki res ogromni. Tako da zdaj pa pejmo bližji. Kakšen ogromen spomenik. Pa seveda značilni znak komunizma, peterokraka zvezda. Sva na vrhu grebena Buzludze, proti zahodu greben. Tam se lepo vidi spomenik Šipka, tukaj je en malo višji vrh in pa evo, mogočna Buzludza. Kakšen veličasten spomenik je to. Je noro. Spomenik Buzludza. Malo zgodovine od tega spomenika. Evo, to je pa spomenik komunistični partiji. Zgrajen je bil leta 81, odprt je bil pa do leta 89. Pa so ga pa zaprli, oziroma od takrat propada, ki je bilo konc komunističnega režima. Tako. In evo, to je to. Spomenik komunistični partiji. Super. Pa tlele v bližini spomenika, evo, kot vidite, je zapuščen. Je pa res ogromen, ogromen. Tlele piše zabranjeno. Evo, razgledi pa čudoviti. Noro. Tam redalo smo se avto parkirala, pa piše tlele. Tukaj se pa vidi celoten spomenik Buzludza. To je pa daleč največji spomenik komunizmu v Evropi. Še en čudovit pogled na Buzludzo. Ogromna zadeva. Še spomenik Buzludza od spodaj. Tukaj je pa tale peterokraka zvezda. Najbolj vidna. Zdaj sva pa na spet novi čudoviti lokaciji, dobesedno med gobami. In to kamnitimi gobami. Evo, pojmo pogledat. Kamniti osamelci, sta ga po mojem z belega plenca. Prej sem mislil, da se nada noter, ampak evo. Zanimivo. Evo, spodaj, sprav bed je v bistvu bil. Gor na vrh je pa taka rjava skala. Res zanimiv. Evo, ta je sploh noro lepa. Spet ena od izjemnih znamenitosti Bolgarije. Zanimivo. Evo, kakšna čudovita goba. Maja na dvojčku. Evo, kos. Takole pa zgleda z višje perspektive. Te dve sta zelo lepe. Sploh tale, ta srednja je res ta prava goba. Čudovita stvaritev narave. Evo, kar še okoli. Super. Juhu! Čudovit. Top. Kameni gabi, stone mushrooms. Naslednja zanimiva kamnita lokacija so pa
Kamniti svatje. Spet ena taka mojstrovina narave. Mislim, da je spet z belega pnenca. Tako da greva zdaj spet to pogledati. Tukaj se začenjajo že gorovje, rodopi. Tako da zdaj naj pa naslednje 3 dnevi oziroma 2 dni naj pa čakajo čudoviti rodopi. Gremo pogledati kamnito svatbo. Tabla za kamino svatbo. Prihajava do kamnitih svatov. Kakšne lepe bele barve. Kamniti svatje. Koliko jih je svatov? Kar nekaj. Špičast, špičak. Zanimiv, taka bela kamnina, res. Vidite tega tam nekaj? Pojmo pogledati med svate. Super. To se kar naneha. Kar ni konca. Super. Evo, ko je res lepo. Čist bela kamnina, zgoraj pa modro nebo. In pa zelenje. Tukaj se pa ti svatje dvigajo kar direkt z travnika. Zanimiv. Še enkrat pogled od spodaj. Tele kamnite svate. Še oddelač. Sonce.